Začeli bomo s filmom naše avtorice, nocojšnje avtorice, potem pa bom kar predala besedo Aljažu Koprivnikarju in pa avtorici Dragičević. In se nadejam, da bo lep večer, me veseli, da je še toplo in da smo lahko zunaj in tako tudi obisk, vidim, da se je kar namnožil, tako da sem vesela. No, pa začnimo. Hvala. Nina Dragičević je že kot deklica naslutila, da mora obstajati še nekaj drugega. Danes je avtorica 4 knjig, romana Kdo ima druge skrbi ter 2 esejističnih monografij. Kot avtorico pa me gotovo določa moj interes, nenehno opazovanje sveta, res nenehno. V zadnji knjigi sem kar zapisala, da nikdar ne spim. Torej kritičnost do družbe in trdno prepričanje, da kritika, argumentirana kritika, nima nobenega pomena, če je v predalu neki zasebnosti. Da pravzaprav celo življenje nima nobenega smisla, če je v predalu, če je v omari, če je neki zasebnosti. Leta 2019 je pri založbi Škuc Lambda izdala pesnitev Ljubav reče greva. O preživetju v današnji družbi, v risu upora proti nasilju, ironija in namerno pretiravanje obsedeno ponavljata, kaj naj, moraš zdržati, se bom že izvlekla. Evropa je od nekdaj, zdaj in očitno tudi v bodoče, prostor vseh možnosti, a tudi odrekanja možnosti. Nasilna je, rasistična, ksenofobna, mizogina, homofobna. Ampak obenem je tudi prostor uporov proti prav tem nasiljem. Umetnost je njena edina možna izbira, se je vitezinja poezije leta 2018, prejemnica Župančičeve nagrade 2020, nominiranka za najvišji slovenski nagradi za poezijo. In zdaj, ko pišem ta tekst, nimam časa za ta tekst. Vse to počnem po imperativu. Pošiljam, da bi objavila, da bi dokazala, da delam, da torej živim. In da je to celo pomembno, da bi preživela, da bi zato preživela, da bi preživela tu, kjer preživetje temelji na umoru. Verjame v poezijo, je iz območja besede, ritma, zvoka. Avtorica več elektroakustičnih kompozicij in zvočnih instalacij, lezbična aktivistka, umetniška vodja mednarodnega simpozija festivala Topografije zvoka in avtorica radijske oddaje Slavne neznane na Radiu Študent. Skratka, kot avtorico v veliki meri določa samo moje življenje, moj položaj v družbi, torej v družbi, ki bi posameznice s takšnim položajem pogosto rada kratko malo uničila. In v tem smislu me določa inzistiranje v preživetju. Ninina ljubav v resnici reče greva. Naslov knjige je nastal v objemu, v skupnem koraku ostaja mirna, v srcu pogumna. Pokončala jo bom, ljubav, tako ali drugače, bodisi z razkritjem, spominjanjem, vedno znova, bodisi z molkom, reče povej, povej, toliko te že poznam, reče. Vej, kaj bom rekla, upa, da bom, da bo končno povedala, da nima za živeti. Upa, da ne bom, da bo rekla, da sva srečni. Ko reče, kolet ni imela za živeti, so pomagali frendi. Rečem, etel ni imela za živeti, so pomagali frendi. Reče, vidiš, rečem, kaj, reče, ko torej to laži, ko šele mnogo kasneje reče, kakšen zločin. Dober večer. Na drugem vileniškem dogodku v živo. Ob ogledu filma dovolite, da vseeno na kratko predstavim današnjo avtorico, Nina Dragičević,
književnica, skladateljica, magistrica sociologije in še marsikaj. Človek s pokončno držo. Do sedaj je na literarnem polju izdala 4 knjige. Roman Kdo ima druge skrbi iz leta 2014, esejističnej monografiji Slavne neznane iz leta 2016 in Med njima je glasba, leto kasneje, ter pesniško zbirko Ljubav vreče greva 2019. Je članica in sodelavka Društva slovenskih pisateljev, urednica in avtorica radijske oddaje Slavne neznane na Radiu Študent in umetniška vodja Mednarodnega festivala topografije zvoka. Njena pesniška knjiga Ljubav vreče greva, ki jo bomo razglabljali v današnjem večeru, je bila leta 2019 nominirana za Veronikino in Jenkovo nagrado. Leta 2018 je Nina prejela nagrado Vitezinja poezije, svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke, priznanje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in zasedla 2. mesto na izboru za Evropsko nagrado Palma Ars Acustica. Je tudi prejemnica Župančičeve nagrade, v letošnjem letu pa je bila njena pesniška zbirka izbrana tudi na festivalu Pranger. Leto poprej sem Nino želel izbrati sam, pa mi to ni bilo omogočeno, tako da sem toliko bolj vesel, da je bila letos izbrana končno. In kar začnimo. Nekako ob celotni tej postavitvi festivala Vilenica me seveda kot neko čisto organski začetek zanima, si letošnja slovenska avtorica Vilenica in kaj ti je pomenilo povabilo na letošnjo Vilenico? Kako vidiš Vilenico v družbi preostalih festivalov? Hvala, najprej dober večer. Počutim se, kot da bi bila v Antigoni, kot da bo zdaj res Antigona prišla in rekla, hočeš kaj več kot moja smrt. Skratka, hvala za povabilo tudi na festival. Načeloma v tem zelo potrošniškem in storilnostno naravnanem in marketinško naravnanem svetu verjetno najbolj pavšalen odgovor bil, da povabilo na tak večji mednarodni festival predvsem pomeni promocijo dela. Ampak mislim, da me je to povabilo razveselilo iz nekega čisto drugega razloga. Namreč svoj čas največ preživljam v neki taki konstruktivni osami, v tem smislu, da večinoma pišem, berem, študiram in spet pišem in objavljam in tako naprej. In imam v času stika z zunanjim svetom vse manj, ne vse več. In v tem smislu vsako tako povabilo je podobno nekemu priznanju na način, da vzpostavlja stik s svetom, ki ga sicer mogoče niti ne v tem materialnem smislu ne izživljam. Skratka, to, da komuniciram predvsem skozi svoje delo, se lahko ali pa ne izteče v to, da se na nek glas nekdo odzove, da se zgodi nek stik, intelektualni, estetski, skratka predvsem mišljenjski. In tako razumem povabilo na Vilenico. Kot tvorjenje nekega prijateljstva, če tudi vem, da je to v ozadju ogromno ljudi, ki jih nikoli nisem srečala. Pa se mi zdi danes v intelektualnem in jezikovnem pustošenju sveta ta način sklepanja prijateljstev še kako pomemben, če ne kar bistven. Ravno govoriva o konstruktivni osami in pa komunikaciji na ozvan. In če se nekako globje premaknemo od tvoje ustvarjanja, si večstranska umetnica, deluješ na različnih področjih od glasbe, literature, znanstvenega udejstvovanja do družbenega aktivizma. Velikokrat te v intervjujih vprašajo o samih formah, ki so pase že vsaj 100 let. In me zanima, kaj meniš o tem. Seveda si pač vse te forme pri tebi se zlivajo v totalno sinergijo, v celostno delo. In me zanima, kako sama gledaš na to.
Glede na to, koliko krat sem že dobila vprašanje, ne tvoje, ampak vprašanje o tem, v kakšnih formah ustvarjam, me ravno zato, ker si samo menil, da je nek prelom s tradicionalnimi formami star že vsaj 100 let, vsaj tistih nekih prvih avantgard, pa modernizma kot takšnega, me v bistvu ta vprašanja začenjajo predvsem skrbeti. Skrbi me to, da se ves čas ukvarjamo z enimi in istimi vprašanji. Pa to ne mislim samo na področju literature, mislim mnogo širše. Nenehno imamo ista vprašanja o položaju žensk, pa o položaju Romov, pa o položaju homoseksualcev, etc. Skratka, nenehno imamo ista vprašanja in to se mi zdi precej zaskrbljujoče, kot da bi se temu 21. stoletju nekako želeli odreči. Skratka, s formami umetniškimi ali pa z mojim izrazom na tem področju je tako, da tako kot vse razumem kot material za moje ustvarjanje, ki je predvsem neko mišljenje in artikuliranje teh misli, forma v tem smislu je samo neka odločitev, ki sledi konceptu. Delujem izrazito konceptualno in šele na to izberem formo, za katero menim, da bo v nekem trenutku najbolje ustrezala misli, ki jo želim artikulirati. Skratka, to je lahko tako imenovani roman, tako imenovani esej, neko znanstveno delo, publicistično, glasbena kompozicija in tako naprej. Ampak sama niti približno ne razmišljam na tak način in sploh ne želim biti v teh okvirjih, je pa res, da se temu težko izogniti. Mislim si, če pomisliš na področju literature, že v knjižnicah in knjigarnah je tako, da imaš na eni strani prozo, na drugi strani poezijo, kar je tudi po svoje, mislim, kaj to naredi iz avtorja, ki se najde na teh policah, če pomisliš. Če pomisliš samo na, ne vem, na enega avtorja, kdo je pisal vse te razne zvrsti, recimo Samuel Beckett je zelo dober primer, prideš do polic s prozo, tam najdeš nek roman, ne vem, Mercier in Camille, in sploh ne veš, da ste dve polici stran ene krasne njegove pesniške zbirke. Mogoče sem tega avtorja omenila konkretno tudi zato, ker je zelo vztrajal v tem, da se njegovim tekstom reče teksti, ne pa pesmi. Rezultat tega njegovega vztrajanja je bil, da so njegovim tekstom rekli pesmi. Enako velja tudi za slovensko literarno kritiko. Mislim, verjetno tudi širše od slovenske literarne kritike. Nenehno imamo ta problem, se mi zdi, da širše od tukajšnjega prostora. In ponavadi se pojavi problem, ko kdo objavi pesniški roman. Kaj zdaj s tem? In to se pojavlja, mislim, seveda se pojavlja. Kar sem opazila, največkrat to kategorizirajo v poezijo, kar je nenavadno, glede na to, da je roman. Se celoti strinjajo. In ko smo ravno pri tekstih, res je, da v bistvu ti svoje tekste izgradiš v celostno umetnino, konceptualno. V tvojem celotnem ustvarjanju pa je odločilna nota zelo pogosto predvsem zvočnost. Neka jedrnost zvoka v svetu, nezmožnost človeka biti v tišini. In bi te tukaj vprašal čisto osebno, kaj ti pomeni zvok? Je zvok kot znak za represijo, znak za orožje, za boj? Mislim, da zvok je predvsem stvar interpretacije. Pogosto pravijo, da so sodobne družbe, predvsem tako imenovane zahodne družbe, predvsem kultivirane v pogled, ne pa toliko v poslušanje. Skratka, zvok je pa stvar poslušanja, sam po sebi nima nobenega, je samo nek fizikalen pojav, ampak deluje pa kot jezik. In tako ga tudi razumem, kot eden od elementov interakcije, kar vključuje tudi situacije tišine, molka, kjer se zdi, da je zvok predvsem odsoten,
Vendar pa se mi zdi, da bi veljalo razmišljati tudi o teh odsotnostih kot zelo aktivnih, kot zelo vibrantnih, kot nekaj, kar poganja. Kot vemo, je lahko tudi molk način represije, način nekega zakrivanja informacij, nekega odboja, nekega nepriznavanja drugega kot nekoga, ki ga je sploh smiselno z njim biti v interakciji. Skratka, zvok vstopa, tako kot vsi ostali elementi družbe, v te iste dinamike. In v mojem delu je precej pomembna ta slušna ali pač zvočna perspektiva. Zvok me namreč v veliki meri zanima tudi zato, ker je tako zelo vse navzoč, tako zelo je povsod, ampak ga hkrati jemljem kot nekaj tako zelo samoumevnega. Če pomislimo na najbolj ekstremen primer tega, je to, kako se v zakonih obravnava nasilje. Zelo se določa fizično nasilje, skratka ta stik, ki je tudi viden, ki rezultira recimo v modrici, v zlomu in tako naprej. Se pa iz tega področja popolnoma izpušča to, čemur bi lahko pa rekli zvočno nasilje, ki ga ne moreš videti, ampak še kako učinkuje in ima posledice, ki so mnogo dolgoročnejše, trajajo dlje kot recimo ena modrica. S čimer ne želim reči, da je fizično nasilje manj močno, prav nasprotno. Želim pa reči, da na zvočne vidike naših življenj zelo, zelo pogosto pozabljamo. Kar je tudi mogoče videti v vsakdanjem življenju. Danes si sploh ne moramo predstavljati več lokalov, v katerem ne bi donel ta ali oni lokalni radio, ki ga nihče v resnici ne posluša, ampak je tam samo zato, da polni nek prostor. To je tak lep primer, ne nazadnje tudi v knjižnice, pa v knjigarne so začeli vstopati zvočniki, ker se mi zdi, da je vredno razmišljati o tem, odkot izhaja ta potreba potem, da se prostor, v katerem se zdi, da ni ničesar, ves čas polni in to natanko zvoki, to se mi zdi zanimivo. Ampak če se vrnem potem na moje ustvarjanje, točno zato, ker me zanima zvok kot nekaj, kar je zelo razpršeno, prisotno, a ga ne vidiš, poteka, a ga ni, nikoli ne poteka linearno, vedno poteka sferično, sem in tja. In v tem smislu pa ne bi rekla, da je moje delo, posamezno delo, v bistvu, vem, kaj si hotel reči, ampak ne bi rekla, da je zares celostna umetnina, ker se mi zdi, da točno z ukvarjanjem z elementi, ki so tako zelo pretočni, tako zelo neoprijemljivi, vsaj upam, dopušča to neko odprtost, to neko micelijsko razraščanje kamorkoli ali pa pač nikamor. Ravno ta odprtost v bistvu se pravzaprav kaže v tem družbenem momentu in vstopanju ljudi v te tekste. Hkrati pa si tudi izvrstna poslušalka okolice. V svojem prvem romanu recimo je bilo to poslušanje bolnišničnega okolja, potem recimo v pesniški zbirki Ljubav vreče greva, kot bomo videli, so fantastični prikazi slovenskega kulturnega, birokratskega sistema in tako dalje. In me tukaj čisto osebno zanima, kar sem te tudi že vprašal pred tem literarnim večerom, s temi zvoki in besedami in okolico. Kako se soočaš v jeziku, ki ti je tuj? Kako potem sprejemaš zvoke? Kakšna je pač identifikacija tebe z njimi? V jeziku, ki ga recimo ne razumem. Najprej bi rekla, da je meni tukaj strašno prijetno. Res, meni se to zdi tako dobro. Res, prav srečo imate, da imate tale amfiteater, tudi res. Skratka, kako se... Ja, mislim, se mi zdi, da sem pozorna poslušalka, zato, ker mislim, se to samo zahteva nek interes v to, kar te obdaja in zvok, kot sem rekla, je nekaj, kar te obdaja. Zvočnosti so nekaj, kar te obdaja ves čas. In v svojih, tudi v znanstvenem delu se precej ukvarjam s sociologijo zvočnosti, kar pravzaprav pomeni, da se ne ukvarjam toliko s tem, kaj nekdo reče, kaj je nek zvok,
pač pa kako se nekdo izreka. In to je nekaj, kar je mogoče poslušati tudi v jezikih, v jeziku, ki ga ne razumeš. Seveda to zahteva blazno poznavanje kulture nekega prostora, nekih konvencij, ker nenazadnje se izražamo s konvencijami. Skratka, težko je v nekem povsem tujem okolju poslušati iz svoje lastne kulturne pozicije, ampak zahteva izpoznavanje tega drugega okolja. Ampak mnogokrat že samo pozorno poslušanje pravzaprav lahko na nek način celo nadomesti ta besediščni jezik. Sam način izrekanja ogromno pove. Ne? Lahko je to, ne vem, vladni govorec z nekim takim mehkim, prestrašenim, že pokroviteljskim zvokom, lahko je to nek iz preteklosti nek veliki voditelj, zdaj res ekstreme naštevam, z nekim gromkim glasom. Predvsem pa me tako kot v romanu nek bolnišnični sistem ali pa kulturniške birokratinje v tej knjigi, me predvsem zanima, kako zveni oblast, kako zveni razmerje moči. Ker to je nekaj, kar se v času zelo spreminja. Današnje oblasti se mi zdi, da so se precej od nekih prejšnjih sistemov naučile, skratka so se odrekle ekstremom, kar pa zahteva še toliko bolj prefinjeno poslušanje, skratka res iskanje nekih detajlov. Predvsem me zanima, kako zveni razmerje oblasti, s čimer ne mislim samo razmerja neke državne oblasti, ampak tudi v vsakdanjih razmerjih, ljubezenskih razmerjih, so tudi svojevrstna razmerja moči, prijateljskih razmerjih, čisto tako v vsakdanjem življenju. Zato je fino, na začetku sem rekla, da sem zelo malo z ljudmi, kar drži. Sem pa zelo veliko med ljudmi. Ogromno pišem zunaj, ne vem, na trgu, na Prešernovem trgu, naprimer, ali pa na tržnici, ali pa na nekem mostu, ali pa kjerkoli že, kjer je praviloma zelo veliko ljudi. In če dovolj dolgo poslušaš, lahko zelo lepo vidiš, kako se tudi glasovi ljudi spreminjajo, glede na to, s kom so v interakciji. Zlahka se ti zgodi, da sediš v kavarni in se, ne vem, tam pogovarjata dva menedžerja z nekim specifičnim zvočnim diskurzom, potem pa do mize pride brezdomec in poskuša dobiti, ne vem, en čik ali pač en evro. In ne gre niti za to, kaj mu ta dva menedžerja rečeta, pač pa kako. In mislim, da če zelo dobro poslušamo, lahko o družbi izvemo mnogo več, lahko izvemo tudi stvari, ki se v vzročnosti se nekatere stvari pokažejo drugače, kot se kažejo v tem nekem zelo direktnem vsrkavanju in interpretiranju sveta. V tem smislu, da, če poenostavim, da klicaj v zvočnosti ne pomeni nujno krika. In za razumevanje družbe je to precej bistveno. In ko smo ravno pri družbi in o teh lastniščnih strukturah, pomemben element tvojega ustvarjanja je tudi preživetje oziroma preživetvena struktura, ki se pojavlja že nekako od tvojega prvega romana dalje, nekako, kjer govoriš o izkušnji bolezni, o preživetju. In me zanima, je tudi pisanje zate, preživetvena strategija. In to je zelo zahtevno vprašanje. Mislim, res bi bil najenostavnejši odgovor da. Ampak da zato, ker se mi tudi zato, ker se mi vse ostale možnosti zame zdijo nemogoče. Obenem se mi zdi, mislim, nek
literarni, kakršenkoli že izraz, ki, kot sem prej rekla, ne ostane v predalu, je tvoj obstoj v svetu. Nekako lahko s tem dobesedno obstajaš, veš, da si, ne? Da nisi torej samo nekje pri sebi, ampak to morda veš kdo drug, ukolikor pri drugem obstaja interes vate, seveda, kar pa ni tako zelo samoumevno. Tako da mislim, zdi se mi, da če imaš neko misel, ki se ti zdi izvirna, ki ima možnost doprinesti nekaj novega, da je to že skoraj blizu odgovornosti tvoje, da to v resnici tudi poveš. Veš, kako je recimo pri Dantejevi božanski komediji, ne, se tam v peklu se najprej ukvarja, kaj so že, z omahljivci, s tistimi, ki za časa življenja niso zasedli nobene pozicije, ampak so samo čakali nekako, da življenje počasi, lagodno mine. In Dante njim prav to očita, da se niso za nič izrekli, ničesar tvegali. Z literarnim izrazom, s pesniškim izrazom ali pač s kakršnimkoli že umetniškim izrazom pa tvegaš to, da se pravzaprav nekako izrečeš, kar ima lahko svoje posledice. Zdaj vemo, da družba deluje tako, da bolj kot si kritičen, težje je tvoje preživetje načeloma, ne. Je pa vprašanje, da če veš, da imaš eno kritiko in je ne poveš, ali lahko zares s tem živiš. Skratka, ali je lahko tvoje življenje še vedno dobro. S tem ne želim reči, da je vprašanje, ali si se za umetnost pripravljen ali pa za nek svoj izraz pripravljen uničiti. Moralo bi namreč biti tako, da te to ne uniči. Živimo pa vendarle v vse bolj avtoritarnih razmerah, kar ima lahko svoje posledice. Skratka, je preživetveni način, ki je hkrati lahko vodi v neko destrukcijo, za katero pa menim, da avtor, ukolikor ne izreka fašizmov, ni zares odgovoren. Blazna odgovornost je na bralcu, na tem, ali sploh bralec obstaja. In bralna kultura v tukajšnjem prostoru, na prostoru Slovenije, je porazna, kar pa predvsem služi vsem totalnim oblikam oblasti. Spomnimo se recimo na Portugalsko v prejšnjem stoletju, ko so imeli diktatorski režim in je bilo kaj, 70% ljudi nepismene. To blazno služi represivnim organom, ker je nenazadnje jezik tisti, s katerim izrečeš svojo misel, s katerim se vzpostaviš, s katerim vzpostavljaš relacije. In če nimaš jezika, se ne moreš ničemur upreti. Če se ne moreš ničemur upreti, potem pa preživetje zares postane problem. O omahljivcih se bomo še pogovarjala, ko prideva na temo slovenske literature, malo kasneje. Sva seveda zdajle govorila o bralcu, obstoju v svetu in pa odgovornosti. In tukaj takšno vileniško festivalsko vprašanje, kaj ti osebno pomeni poezija in kako v bistvu razumeti poezijo danes? Njeno trenutno stanje. Nekaj o tem sva že spregovorila. Ja, mislim, da ko se pogovarjamo o poeziji, nikoli ne vemo čisto zares, ali govorimo o istih rečeh. Sama gotovo ne mislim, da je vse, kar se predstavlja kot poezija, res poezija. Zdi se mi, da je vsako nizanje besed, recimo v verzih, poezija. Poezija kot umetniški nek izraz, pa umetnost kot taka, jo prepoznavam tam, kjer izrecno dela na tem, da širi horizont jezika. In s tem dobesedno širi spoznavni horizont, možnosti sveta. Vidim jo tam, kjer si uspe zamišljati nekaj, kar se v nekem vsakdanjih realnostih zdi popolnoma nezamisljivo. Vidim jo tam, kjer ne podaja nekih pavšalnih kritik, v smislu življenja je pač slabo in kaj čemo zdaj, ampak na drugi strani so pa mogoče cvetoča polja, ne? Ampak da je
v tej neki specifični lucidnosti jo vidim. In menim, da je danes stanje poezije takšno, da obstaja poezija in da ne obstaja, da obstajajo dela, ki niso mogoče zares to. Ne? Ampak kot rečeno, okoli tega se ne bomo nikoli nikdar strinjali. Ne? Menim, da je tako kot vse, kar razumem kot umetnost, bistveno za skoraj sem rekla civilizacijo, pa v resnici ne mislim na civilizacijo, ampak mislim bolj na smiselnost nekega družbenega obstoja. In glede na to, da živimo v tem nekem neoliberalnem kapitalizmu, ki je pravzaprav nekrokapitalizem, skratka, da živimo v razmerah, ki se ukvarjajo predvsem s tem, da bi ohranile ideal dela in te neke produktivnosti, ki je zelo materialna. Živimo v razmerah, kjer naj bi ljudje bodi si delali, bodi si se malo zabavali, ker naj bi se ves čas ukvarjali s tem, kakšno je njihovo telo, ne pa se recimo ukvarjali z željo, kako zdaj to željo kultivirati, kako se približati drugemu telesu. Na tej točki menim, da vstopi umetnost, ki ima možnost vzpostavljati nazaj ta stik, skratka to neko senzibilnost, ki pomeni tudi to, da zelo veliko se govori o individualizmu, a ne? Iz česar izpade drugi. Ne? Zdaj, posameznikova smiselnost izhaja iz drugega, ne moreš brez drugega. In ta senzibilnost je tista, ki jo poskuša, tam, kjer umetnost to poskuša storiti, vidim v resnici umetnost. Tako da stanje poezije danes je, mislim, verjetno je takšno, kot je od nekdaj bilo, ne? Obstajajo zelo različne poetike, načini izražanja in to je v redu. Bom se tukaj ustavila. No, ampak ob širjenju horizontov, vsekakor tvoje delo širi miselne in drugačne horizonte. Veliko poudarka daješ tudi družbenemu svetu oziroma družbenim anomalijam. Na eni strani v bistvu jamlješ iz sveta, na drugi strani kaže zrcalo. Tudi z verzi, ki se pojavljajo v Ljubav reče kreva, to pesem pišete vi, ki se gre za to neko kolektivno odgovornost in krivdo. Ljubav je tudi polna nekih družbenih nonsensov, ko smo že omenili birokratski aparat. In me tukaj zanima po tvoje, kot ustvarjalko in kot družbeno aktivistko oziroma kot človeka, kje vidiš glavne problematike slovenske družbe, na katere opozarjaš? In pa pod vprašanje se bova končno premaknila tudi na literarno polje, kje vidiš glavne problematike slovenske literarne srenje? Kje vidim glavne problematike? Najprej naše širše družbe in potem mikrosistema znotraj tega našega literarnega okolja. Mislim, bistven problem, ki ga vidim v širši družbi, pa naj bo zdaj znotraj ene države ali pa širše, je to, kako je mogoče, in se to ni tako presenetljivo, ampak to vztrajanje družbe na tako zelo prisotnih fašizmih, na tej lahkotnosti življenja, na tej... Veš, vsak teden so zdaj že 20 tednov v Ljubljani protesti proti vladi, ne? In tistih, ne vem, 10,000 ljudi pride. In je zelo zanimivo, če greš s protestniki po ulicah, ki gredo mimo restavracij, gostiln, barov. In pogledi na protestnike ne strani politikov, ampak strani civilne družbe, ki zdaj tam sedi, ki ne vem, koliko je zares družba,
to je tisto, kar človeka mogoče še bolj prestraši kot ti spektakli ustrahovanja, policijski in tako naprej. Ampak sej že prej sem omenjala ta problem bralne kulture v tukajšnjem prostoru, zato je v resnici problem v celotni Evropi. So pa za ta prostor imamo podatke, ne, sveže, skratka 50% ljudi v tej državi sploh ne bere. Od tega 40% sploh bere leposlovje in od teh 40% potem bere poezijo, kar je 12 ljudi na koncu. In v tem vidim problem. Skratka, vse je narejeno zato, da bi ljudje ves čas samo delali in da bi se ukvarjali s svojim preživetjem z enega dneva na drugega in v tem videli nek velik dosežek, v tem, da delajo praviloma za nekoga drugega, sploh ne zase. In da ne berejo. V tem vidim največje probleme. Kot sem zdaj že res, že dvakrat, trikrat rekla, je poznavanje, uporabljanje jezika, širjenje svojega jezika ključno, zato da ne samo da razumeš, kje živiš, v kakšnih razmerah živiš, ampak da lahko tudi temu rečeš ne in da znaš to tudi argumentirati. Ker zelo enostavno je reči ne in biti proti, ampak ni pa tako enostavno stvari argumentirati. V tem vidim največji problem. Ta nek ideal dela je tukaj tako strašno prisoten, kar se pa potem pozna, zato pa sploh govorim zdaj o tem, kar se pozna v odnosu do umetnikov in umetnic. In spet, ne govorim le o odnosu nekih državnih oblasti do ministrstva in tako naprej, do umetnic in umetnikov, ampak do govorice, ki jo uporablja splošna javnost. Ne vsa, ampak pomemben del javnosti govori o umetnikih in umetnicah kot o parazitih, kot o ljudeh, ki ne delajo, da so prisesani na te ali one vire prihodka, da naj si najdejo pravo delo in tako naprej. Lahko bi naštevala v neskončnost, to se sploh ne neha. Ne? Skratka, da to tega njihovega dela, pa našega dela sploh ne vidijo kot dela. V tem vidim precejšen problem. Tudi zato, ker s tem aktivno prispevajo k temu, da se torej en cel delež populacije, ki so umetniki, umetnice, kulturniki, kulturnice, zelo brez kakršnihkoli skrbi prepušča hiranju, revščini, skratka dobesedno smrti. In splošne javnosti so polna usta besed o svobodi, o napredku, o enakosti, o enakopravnosti in tako naprej, ampak jaz to družbo in mislim, da prav ničemer ne pretiravam in tudi se ne strinjam s tem, kar je bilo rečeno v videu, da kjerkoli v pesniškem jeziku pretiravam, ne nazadnje tudi zato, ker ti v umetniškem jeziku ne moreš pretiravati, zato pa je umetniški jezik, ampak jaz to družbo tukaj, pa tudi širše, vidim predvsem kot, ampak zdaj mislim pa zelo konkretno na to državo, jo vidim kot ksenofobno, mizogino, homofobno, rasistično, izključujočo, nima nobenih težav s tem, da velik del ljudi preprosto umira. In mislim, ne vem, zakaj bi govorili o čemrkoli drugem kot izključno o tem. Ampak tudi zato, ker je to prostor, ki ima, kot sem tudi že rekla v videu, vse možnosti. Vse možnosti jih ima. Ampak spet še enkrat, v to vključujem splošno javnost, ki se temu ne upre, ki popolnoma aktivno s tem sodeluje v uničenju. In o tem lahko tudi pišemo do konca življenja, ker to se tudi ne bo kar zares nehalo. In ravno to je tisto, kar je poleg celotnega mojega branja v svoji pesniški zbirki zelo prevzelo, je ravno ta moment, ko, kot sem že rekel, nastaviš ogledalo družbi. Da se vprašamo v tej kolektivni odgovornosti in situaciji, ki jo prispevamo sami,
Govorila sva predvsem tudi o civilni družbi, o javnosti in v svojem ustvarjanju glas daješ ravno marginaliziranim skupinam tudi, ki sva jih zdajle omenjala. Tudi predvsej v svojem akademskem ustvarjanju si že v preteklosti pisala v spolnih razlikah, v ženskem položaju in tako dalje. Kako se je to spremenilo? Kako je biti ženska avtorica v današnji družbi? Kako je biti lezbična avtorica v današnji družbi? Vse zadeve spreminjajo v slovenski literaturi in družbi na boljše, glede na preteklost, čeprav smo govorila zdaj, da situacija niti slučajno ni rožnata, daleč od tega, ampak preučevala si tudi avtorice, ki so popolnoma pozabljene in so bile izjemno pomembne. Kako vidiš pač današnji status glede na preteklost? Mislim, gotovo se položaj žensk spreminja. Se pa mi zdi, da se lahko umaknemo od tega, da govoriva o tem, ali se spreminja na boljše ali na slabše, ne? Ker gre za res kompleksne spremembe. In vedno, tako kot sem prej govorila o tem, kakšna je ta družba, ima to stanje vedno tudi nek svoj upor. In obe te liniji ves čas potekata malo vzporedno, malo pa v trku druga z drugo, ne? Skratka, neka sila, nek upor, neka sila, nek upor. In mislim, da je podobno s položajem žensk. Na literarnem področju, kot veš, se pojavlja mnogo več avtoric, kot se jih je pojavljalo recimo pred 100 leti. Tudi več ne doživljamo, vsaj ne izrecno, kar je bistveno. Tih stavkov, kot so jih pisali avtoricam v prejšnjem stoletju, da naj se držijo literature za mladino in otroke in tako naprej. Tako da to gotovo je nek premik, ki pa mislim, da ga ni dala obča družba, ampak da ga je omogočil v resnici feminizem. Skratka, ne vidim v tem nekega dobrotništva obče družbe, ki da je zdaj pač dopustila, da se ženske pojavljajo, ampak so ženske s svojimi zelo izrecnimi političnimi boji so se začele vzpostavljati to neko pozicijo. V tukajšnjem prostoru predvsem med koncem druge svetovne vojne in osamosvojitvijo. To je bilo precej bistveno obdobje za emancipacijo žensk v tem prostoru. In to se seveda potem pozna tudi v literaturi. Si vidiš, da je mnogo več avtoric prisotnih. Res je, da je na literarnem prostoru, tako kot na vseh scenah, vedno prisoten ta problem nekih generacij v navezavi na neke novejše generacije, ki bi želeli vstopiti z nekimi drugačnimi, celo nasprotujočimi se izrazi. Tako da do tega trenja pride, ki je generacijsko. Obenem pa se, mislim, gibanje, jaz tudi to nekako poskuša zdaj vzpostaviti, ampak je ta prostor tudi umetniški obremenjen z nadlegovanjem žensk s spolnim nasiljem ali pa tudi z neko stereotipizacijo. In mislim, da se to na koncu lahko pozna tudi v izrazu same avtorice. Nekatere avtorice, pa tudi če niso literatinje, pa pač neke čisto civilne posameznice, podležejo tem nekim neotradicionalnim težnjam, nekatere pa preprosto ne. Hočem reči, da to, da se načini, na kako se izražajo spolne razlike, na eni strani vračajo v tradicijo, na drugi strani se to preobrača, ali pa se pojavlja s čisto nekimi novimi, mehkejšimi diskurzi. Skratka, redko se zgodi, mora biti res nek prostak danes, da reče nekaj zelo izrecno. Ampak je pa zato, se sva prej pogovarjala, se o poslušanju nekem kritičnem in analitskem, na neke mehke načine se to da pojavljati. Ženske smo gotovo še vedno blazno predočene raznim oblikam nasilja.
Tudi to je zanimivo, ne, po eni strani, da delež ženskih ustvarjalk se je načeloma povečal v slovenski literaturi, recimo tudi v slovenski literarni kritiki. So pa zelo nizko padli honorari v zadnjih letih tudi s tem. In ko smo ravno pri honorarjih, še en status je pomemben za slovenskega kulturnega ustvarjalca. In sicer status samostojnega kulturnega delavca in pa seveda vse prisotno prekarstvo. Tudi o tem veliko pišeš v Ljubav reče krivo. Lahko poveš kaj več o tem, kako je preživeti danes, ko je recimo javnost naklonjena, ko nam pravijo, da smo paraziti javnega denarja, ko ni bralne kulture, ko mogoče niti ni sodelovanja med samimi literarnimi ustvarjalci in smo soočeni nekemu prikritemu nasilju sistema. Življenje v tej umetniški prekarnosti, v tem tako imenovanem kulturniškem statusu je pogosto, ne za vsakogar, ampak je za mnoge življenje preprosto v revščini in nič drugega. Vse veš, na poti sem smo se pogovarjali o tem, kakšni so honorarji za knjige in kako smo naračunali, da na koncu, če 2 leti pišeš knjigo, si efektivno zanjo plačan, kaj 50 € na mesec, nekaj takega. Ne? Ampak spet me to vrača na to, ne, da to v tem prostoru sploh ni razumljeno kot delo. Ne? Sej vemo, zdaj med karanteno se je dosti govorilo o tem, da je pravzaprav kultura reševala čas vsem tem ljudem, ki so bili nenadoma doma, ne, in so zdaj gledali filme, ne, in če so ravno brali knjige, ker se nikomor ni zdelo smiselno odpreti knjižnice ali pa knjigarne. Tako da to je v veliki meri, to je pogosto že bila moja realnost. Meni konkretno je predvsem težko poslušati vse te stavke. Skratka, nenehno se spet ukvarjati z enimi in istimi vprašanji. Nenavadno je zato, ker je hkrati to, ko več ne veš, kaj s tem narediti, to postane material za tvoje delo. Kar nas mogoče vrne k vprašanju funkcije umetnosti ali pa zelo konkretno poezije, ki se v tem smislu, ali pa vsaj iz te pozicije pokaže, da v resnici nima umetnosti kakršne funkcije, ima pa potencial. In mogoče je to tisto, kar v teh razmerah pomaga preživeti. Verjetno tak način življenja spremeni posameznika. Mnogim nanese nek cinizem, mnogi obupajo, pa je škoda, da so obupali. Mnogi avtorji se v res že globoki odraslosti vračajo k staršem, skratka sploh ne morejo zaživeti tega nekega svojega odraslega življenja. Nekateri razvijamo nek specifičen prezir. Treba se je čuvati. Vse je narejeno za uničenje. To uničenje je vedno tako zelo blizu. Pa se mogoče komu zdi, da dramatiziram, ampak v resnici je tako. Pogoji v tej državi so takšni, da bi vsi umetniki in umetnice, to je v resnici zelo malo ljudi. Zelo malo ljudi je to. Lahko imelo neko plačo za svoje delo. Mi produciramo vse knjige tega prostora, vse filme tega prostora, serije, radio, glasbo, vse to, kar potem javnost, zaposlena javnost konzumira, mi produciramo. Težko je to gledati. Včasih mi je zelo težko biti pred publiko, ker jih težko gledam. Včasih mi je težko biti pred publiko, ker vem, da za svoje delo v tistem trenutku nisem plačana. Oni pa imajo razvedrilo. In potem se vrneš na to, da je to spet tvoj material, da je to material za tvoje delo. In tako krožiš in tako poteka življenje. Meni se glede na to, v kakšnih razmerah živim,
in koliko ob tem sproduciram, mi zdi, da me čaka prav strašno dolgo življenje. Cukrarno so sicer že obnovili, tja se ne bomo mogli več zateči, ker bojo najemnine predrage, pa še niti prostora ne bo za slovenske kulturne umetnike. No, ampak ravno, ko smo govorili o tem, skozi karanteno pravzaprav so ljudje v nekem strahu posegli ponovno po umetnosti, po literaturi, ob nekakšnem koncu pandemije, ki mogoče je ravno za vogalom spet ponovna, smo za nagrado dobili odvzem dodatnih sredstv v kulturi. Ne samo krčenje sredstv, imamo tudi na oblasti ljudi, ki primerjajo kulturo s koncertom, Modrijano. Ampak govorila sva tudi o tem, že na začetku pogovora, zelo veliko se ukvarjaš z tem kombiniranjem oziroma prehajanjem iz mikrosveta v makrosvet. In zdaj smo govorila v sami družbi. Je pa slovenska literatura tudi družba v družbi. In me zanima, zelo velikokrat se tudi kot ena redkih ustvarjalk glasno odzoveš na določene anomalije tudi v slovenski literaturi. Recimo, ko so bili, spomnim se denimo osebno na Slovenskem knjižnem sejmu, avtorja ne bom imenoval, ki je tako zelo lepo spregovoril o izgorelosti. Imamo primere nekega novega vala feminizma pri določenih avtoricah. Kako kot ustvarjalka v slovenski literaturi streš na samo slovensko literaturo? Kje so njene problematike? Kje vidim problematike onkraj podhranjenosti? Misliš Tako. to zelo v tem vsebinskem? V vsebinskem smislu v samih ustvarjalcih. Oziroma literarnem sistemu, to se pravi stran, ker je tudi sam družben sistem na nek način. Ja, mislim, z oblastniškimi strukturami in tako dalje. No, skratka, tako kot si rekel, neka literarna scena je samo družba v malem, ima vse svoje enake mehanizme ali pa tehnologije oblasti, pa podrejanja, pa tako naprej. Deluje pa po vsem enakem principu kot katerakoli druga scena ali pač celotna družba. Skratka, vse, kar sem rekla o družbi prej, pravzaprav mislim tudi o literarni sceni. Kar pa ima drugo težo, ker naj bi vendarle to bil prostor neke resnične ozaveščenosti. Nenazadnje naj bi se tukaj pogovarjali o umetnosti, o nekem širjenju, ne pa oženju, o nekem kontinuumu, ne o nekem fragmentiranju. Moram pa hkrati dodati, da vendarle pa se sporadično pojavljajo neki glasovi upora. Zdaj, koliko lahko zdržijo, koliko časa se lahko obdržijo na površju, je drugo vprašanje. Ampak obstajajo neke inovativni pristopi, ki vztrajajo kljub temu, da je jasno, da bo neka literarna scena kljub svoji deklarativni progresivnosti ostala znotraj neke širše ideologije. Tako da dal si primer avtorjev, ki v zadnjih letih pišejo o izgorelosti. Kar se zdi zelo pomembna tema, ker je resnično aktualna, se bo zdaj vsem zmešalo, pa ne samo prekercem, ampak nasplošno res vsem. Ampak do problema pridemo, če govoriš o lastni izgorelosti, brez da izrečeš pozicijo, iz katere govoriš o tej izgorelosti. Skratka, nekaj je, če si ti izgorel in imaš hkrati zagotovljeno plačo nekaj tisoč evrov na mesec. Drugo je, če si izgorel in imaš druge možnosti, kot da greš naslednje jutro ali pa še isti večer na delo, karkoli že to delo je. Skratka, si ne moreš
privoščiti te prekinitve. Skratka, vse te iste debate, kot jih imamo, omenil si tudi feminizem, obstajajo zelo različni feminizmi, feminizem res ni ena homogena scena, obstajajo liberalni feminizmi, radikalni feminizmi, konzervativni feminizmi, kar naj bi bil oksimoron, ampak sploh ni. Ne? In to se prilije potem tudi v literaturo. In to je mogoče blizu temu, to, kar me sprašuješ, je mogoče blizu temu, ker sem prej govorila o tem, da ne razumem, ne vidim vsega, kar se mogoče predstavlja kot umetnost. Ne vidim vsega v tem. Ampak avtorji pa, seveda pa še enkrat je to drugače kot neka obča javnost, obča scena, zato ker avtorji pa resnično se deklarirajo v svet nekomu, ki naj bi to vzel, ki naj bi to prebral, ki naj bi o tem razmišljal, se mogoče strinjal, se nekaj naučil in tako naprej. Skratka, na avtorjih je izjemna odgovornost. Kar pomeni, da je na urednikih izjemna odgovornost. Ali pa v drugo smer je izjemna odgovornost na kritikih in kritičarkah. Ne? Ampak verjetno najprej na urednikih in na tem, kaj se moramo skozi te iste korake delati, kaj sistem sploh spusti. Ne? Danes se veliko govori o tem, da je treba umetnost poslati na trg, kjer se bo samo prečistilo to, kaj funkcionira in kaj ne. Ampak seveda je zelo očitno, da to pomeni predvsem uničenje vsega, kar ni v nekem glavnem toku, ki je praviloma govorica oblasti. Ampak ko neko delo pride v službo oblasti, ko ga oblast apropriira, menim, da to več sploh ni umetnost. Tako da, glede tega je treba biti vedno previden. S čimer ne želim reči, da ne more delo, ki je progresivno, kritično, zanimivo, inovativno, da ne more v svetu uspeti. Pomislimo na Thomasa Bernhardta takoj. Ne? Ampak da je treba biti ves čas... Ko prideš na neko sceno, ki je specifična, se ti zdi, da si v območju varnosti in da v bistvu najdeš svoj domicil. Ne? In to je zelo romantično. In to je zelo lepo. Ampak menim, da je treba vse te mikroscene analizirati, opazovati, poslušati, gledati na enak način, kot bi opazovali katerakoli druga razmerja moči in se ne bati notranje kritike, ker drugače se lahko nas vse samo posrka nekam. Zelo so krhke, umetniške scene zelo so krhke, kot vidimo, jih je zelo enostavno uničiti. Vse enako velja recimo za homoseksualne scene. Ne. To zelo hitro se jih da bodi si zadovoljiti z malim in tako utišati vsaj za nekaj časa, bodi si uničiti. Zelo so krhke. In mislim, da to moramo vedeti, da to pa je na nas, ki sodelujemo na teh scenah, da se tega zavedamo. In iz tega opazovanja in gradnje mikronivoja v makrosvet, iz biografije v neko širšo konstrukcijo družbe, si odgovorna avtorica. Tako do urednikov, do bralcev, konec koncev tvoj ustvarjalni proces traja kar leta. Za razliko od neke hiperprodukcije, ki je pogosta v slovenski literaturi, ki sva jo tudi že omenila. Ampak me potem tukaj zanima, tvoj ustvarjalni proces, pa predvsem to, Ljuba vreče greva je bila izdana leta 2019, konec 2019. Kaj načrtuješ? Kdaj lahko pričakujemo naslednjo? Samostojno. In tudi ostalo, seveda. Moj ustvarjalni proces. A veš, mi je zanimivo, da si rekel, da ustvarjam precej počasi, ker mi ponavadi reče, da ustvarjam precej hitro. Ja, meni se tudi ne zdi, da ustvarjam strašno hitro. Zelo konkretno imam nek svoj način dela, ki je, kot sem rekla, je konceptualen in od trenutka neke ideje traja kar nekaj časa, preden se pojavi popisan papir.
In ta čas je čas, ko v resnici nastaja knjiga. Ostalo je potem pisanje, beleženje, produciranje, čisto materialno. A ne? Tako da v bistvu, ko se lotim neke knjige, mislim, saj sem tem konzervativcem se bo zmešalo, ampak imamo kar dolga obdobja sedenja in gledanja nekam. In takrat v resnici pišem, zelo opazujem, razmišljam o tem, kako nečemu reči, kako reči več nečemu, kot da rečeš samo to, kar je zelo enostavno reči. Skratka, kaj je pod nečim, kaj je v ozadju, skratka, skozi to neko premikanje nekam nazaj, v smislu te konstrukcije. To je moj proces, ki ga je včasih težko, ki včasih obstaja bolj kot ideal, ne pa kot neka realnost, zato ker čisto iz preživetvenega vidika moramo ves čas posegati po vsakem delu, ki se pojavi, pa napišeš tam nek tekst, pa nekaj prevedeš, pa tako skačeš, pa loviš tiste evre. In potem zmanjka časa za najpomembnejšo stvar, za razmišljanje. Ta prekernost v bistvu tudi to prinese, skratka, ves čas upetost v nekaj snovanje nečesa novega, z obetom, da se bo iz tega nekaj zgodilo in tako naprej. Ne? In to ves čas posega, zato sem se tudi te knjige lotila, če se vrnem na formo, na način, da skratka, to je pesniška knjiga, ampak ni zbirka pesmi, ampak je ena sama dolga pesnitev. Kar je že v bistvu del koncepta te knjige, v tem smislu, da sem se želela tudi na ravni forme odpovedati tej vsakdanji fragmentiranosti in v umetnosti lahko delaš načeloma, kar hočeš. In zato sem se tukaj temu odpovedala in raje pustila ta nek kontinuum, to, da lahko nekaj poteka, nekaj, kar želi biti ves čas prekinjeno, ampak avtorica ima vso moč v tekstu, da dela, kar hoče in ga tukaj ne želi pustiti prekiniti. Skratka, na tak način ustvarjam, da si predvsem poskušam ves čas pridobivati čas za zelo preprosto in verjetno najbolj pomembno početje, ki je razmišljanje. In vprašal si me tudi, kaj pripravim. Trenutno dokončujem doktorsko dizertacijo in potem se spravljam pisati novo knjigo. Spravljam se pisati novo knjigo, še vedno v bistvu se vrtimo okoli te knjige in jo še kar pogosto predstavljam, ampak z mislimi sem pa deloma že v konceptu za novo delo. Zdi se mi, da se bom morala za to delo pesniško, ki bo po konceptu zelo blizu, zelo blizu avtorici, da bi bilo mogoče dobro, da se precej fizično malce umaknem nekam, razmišljam malo o rezidencah in tako naprej. Pripravljam, skratka, novo knjigo, ampak govoriti o knjigi, ki ni napisana, je pa nekaj najbolj nemogočega. Mi je zanimivo, pred kratkim sem bila na enem festivalu in so me vprašali, vprašanje, ki si ga nisem sploh mogla zamišljati, namreč, ali menim, da bom lahko ponovila to knjigo. Zdaj sem se spomnila, da so me to vprašali, pa še zdaj tega vprašanja ne razumem povsem. Me skrbi, da bi kdo želel kaj ponoviti, če je že napisano. Skratka, kar lahko rečem o tej knjigi je to, da me absolutno ne zanima ponoviti te knjige na noben način. In v tej knjigi, kot si rekla, in kot beremo, seveda odkrivaš ravno tisto, kar je skrito, kar mogoče ne želimo videti, in sedaj veš, kaj sledi, katero vprašanje. Zato, ker se nahajamo na festivalu Vilenica,
se seveda moramo vprašati, Kuvadis, Evropa se širi in krči. Kaj je tvoje mnenje o prihodnosti te evropske tvorbe, morda nekako sentimentalno, lahko rečemo tudi družine, nekateri, spet nekateri ne? Zelo si želim, da bi ta vprašanja ves čas bila zelo kolektivna. Zdaj, kaj si jaz mislim o Evropi in njeni prihodnosti, se mi zdi, da je precej očitno iz odgovorov, ki sem jih dala v zadnji uri. Na to vprašanje ste me že prosili, da me Vilanica že prosila, da pošljem en odgovor in sem ga poslala. In če ga skrajšam zdaj v 2 stavka, tam sem napisala, da Evropa temelji na umoru, kar je res, temelji na kolonializmu, imperializmu, na nenehnem klanju v neskončnost, ki ga pravzaprav sploh noče nehati, kot vidimo, kjer je mogoče postavlja koncentracijska taborišča in mori in tako naprej. In ta isti tekst sem zaključila s tem, da se tu ukvarjam s preživetjem v prostoru, kjer preživetje temelji na umoru. Mislim, lahko dam zelo humanističen odgovor in rečem, da ima družba ogromno enih potencialov in da bi lahko bila boljša, da bi lahko bila dobra. Ampak kot rečeno, mislim, da je to vprašanje za širši kolektiv. To, kakšna je družba, je odvisno od ozaveščenosti in upora proti nasilju, kar v zelo konkretnih ekonomsko-političnih razmerah pomeni upor proti kapitalističnemu izkoriščanju, upor proti prekernosti, upor proti starizmom, ki so danes velika tema, proti uničevanju enih celih svet, skratka ne samo umetnikov in umetnih, ampak nekih celih delov populacije, ki jih družba v statističnem smislu imenuje neaktivna populacija, ker bolj živega naziva si ne morem predstavljati, je pa zelo uveljavljen. Skratka, imamo aktivno populacijo od 15 do ne vem kdaj, do 70, 75, vse ostalo pa je neaktivna populacija. Ker se mi zdi, da je samo jezikovni način, da živemu človeku odvzameš živost. In ti jezikovni posegi so precej bistveni. Tako da to si mislim o Evropi. Kljub njenim izjemnim potencialom jo vodi precejšnja destruktivnost. In se najpogosteje v takih situacijah, ko se o tem pogovarjamo na javnih dogodkih, rada diskutiram, in da sem zelo prijeten sogovornik, ampak se bojim, da se vsi ti večeri končajo z nekim kozarcem vina in smo vsi zelo veseli, pravzaprav smo se pa pravkar 1 uro pogovarjali o revščini, o v bistvu umorih, ki mogoče niso umori s pištolo, so pa vsi možni drugi načini umorov. In v tem smislu se mi današnja družba, današnja Evropa zdi izrazito groteskna. Takšna se mi zdi. Mogoče umetnost naj bi bila sama po sebi, menim tako, odgovor na to, kar sem pravkar rekla. V umetnosti lahko vzpostaviš neko senzibilnost, ki je morda nekje ne vidiš. Pa ne zato, da bi deloval aktivistično, temu se imeti radi, pa ezoterično in tako naprej. Ampak bolj v tem smislu, da se ne bi po svetu samo sprehajalo neko nezavedno, neko bruhanje besed, ki komaj tvorijo resne stavke, ko pa jih tvorijo vse pogosteje, skoraj že po pravilu mejijo na precej hude reči. Kaj, če ne umetnost? Besedila, s katerim
s katerim se je Nina odzvala na to vprašanje, si lahko sicer tudi preberete na NMC portalu. Zdaj pa še zadnje vprašanje, ker mislim, da je res čas za tvoje branje. Govorila sva o preživetju in uporu. Preživetje je tudi ljubav. Ta neka človeška senzibilnost in kot zadnje vprašanje in inventuro pa tvoje branje, kaj je ljubav? Kje je ljubav? Ljubav, oziroma to senzibilnost, o kateri govorim, razumem predvsem kot neko pretakanje skozi drugega, ki ni nujno ljubimec ali ljubimka. Skratka, ljubav, kot jo tukaj imenujem v knjigi, jo razumem kot koncept. Sicer tudi kot zelo konkretno osebo, ampak kot koncept, koncept, ki je anti-alienacijski. Koncept, ki ga ne zanima odmik. Pa ne govorimo o pritakanju nekih energij, pa tako, ni to neka sfera, ki me tako zelo zanima. Ampak govorim res o zavedanju, da obstaja drugi, ki obstaja zaradi tvojega prepoznavanja tega drugega in ti pa obstajaš zaradi tega prepoznavanja, zato ker te drugi prepoznava. Skratka, to nenehno prepoznavanje drugega, ki je, kot rečeno, anti-alienacijsko, zahteva bolj stik kot kaj drugega. Ne more obstajati ne moreš obstajati sam. In v jedru koncepta te knjige je bilo vprašanje, kaj deluje, ko nič ne deluje. Skratka, ko vidiš, da protesti ne delujejo, da se celo teksti včasih ob nekih temnih nočnih urah zdijo sami sebi namen. Gotovo deluje torej tisto, kar razmere, zelo človeške ali pa družbene, kakršne so, hočejo vzeti. In to je točno senzibilnost. Menim, da je vse narejeno za to, da je človeka naredi neko mašino, ki bo ves čas samo nekaj tam kucala po računalniku, pa bila na sestankih, ki so najpogosteje čista izguba časa, pa tako naprej. Vidimo tudi, da kaj so te razmere pandemije naredile, skratka, to besedno odrekle so stik, ne? Prestavile vse druženje na neka socialna omrežja in tako naprej. In mislim, da če ti uspe v teh razmerah ohraniti senzibilnost in to neko željo, to neko hrepenenje po drugem, komorkoli, ne, po tem nekem drugem, po nekomu, po tem, da si nekje blizu, mislim, da je to precejšen dosežek v današnjem svetu. Tukaj bom jaz iz svoje strani zaključil. Torej, čuvajmo se drug drugega, kot smo iz tega potegnili. Zdaj pa vas prepuščam branju iz ene izmed svojih najljubših zbirk slovenske literature. In se tudi odstranjujem od tukaj, da ne bo moje prezence, da bo prostor za branje. Hvala, Nina. Hvala tebi. Zdaj je začela pihati. Zdaj.
Če bi začetek bil, bi po noči odjeka ritmizirano bobnenje, simetrične detonacije tik nad menoj, nikjer drugje. To je distance nad menoj, sploh ne tu, a predvsem tu in natanko zato bobnenje in ne šum, detonacije in ne koraki. Ti koraki so koraki po neiztrebljivem minskem polju. To niso koraki po neiztrebljivem minskem polju, pač pa telesa mine. To so tla našpičena, po katerih detonira telo mina, ne ker bi jo tla pognala, temveč ker lahko. Tako se telo mina detonira, se regenerira, se vedno znova komponira ponovitev, ki to je ali pa ni, a gotovo na meni, ki gotovo nisem niti po izbiri, niti slučaju, temveč prisotna, moteča v prisotnosti zvuka, ki ga gotovo prisiljena, gotovo jaz pri sebi gotovo deklariram. I voilà, kompozicija detonacij, ali jaz tako pač je, se lahko ponovi, zato ker lahko, zato začetkov ni in pazi to, tudi koncev. Zelo močno šibka se postavljam nad odjeke velike neurejene množine do kraja prečiščenega volumna, ko tako grem. Zadnje zatočišče tako imenovani dom, a ja, ni malo spremna. Pripravljena priseči, da sem onstran nevzdržne zunanjosti, kontaminacije, v stanju obupa, moram ukrepati, grem, brcam, ob vse, kar mi pride nasproti, čisto tako, da se zagotovim, da sem nad njo oblastnico, končno nekaj mojega, a spregledujem njeno oblastniškost, naivno ustrajam, obvladujem, dopovedujem, v tem mestu ambicij ni. V tem mestu, v tem blodnjaku, odbija oratorij za komorni, duhamorni, naravnani, neskončno linearni konsens. In to mesto, ta blodnjak, neskončno barje, večno predpotopno stanje, v grlu brboče, penetrira, vlaži. In tu potekajo orgazmi neke druge sorte. Grem, se obujam, se oblečem, se pravi, se zavijam, obtežim, grem ven. Grem, zastajam, postajam, grem do vogala, zastanem, obstanem, se obrnem, zastanem, se obrnem, postanem skupaj, tiščim, veke se parijo, še se drgnejo, dražijo, še bolj močno se stiskajo, mečkajo, ovijajo navznoter, gledam predse, korak nazaj se obrnem, pomislim skupaj in sam posmehnejo. Se prenesem, obrnem, zasukam, stopim, grem nazaj, stopim, se obrnem, grem domov, se obrnem, v mesto grem, ne grem, nekaj pravi naj ne nekaj, nekaj, nekdo, se res, nekdo. Torej nekaj, ne nekaj, nekdo, prav, nekdo si pravim ne, kaj le mi je, vem, kaj mi je, ko mislim, kaj vse se lahko zgodi in se tudi bo. Piše mi ljubav, reče greva, ves čas hoče greva, ljubav priganja vrsto let, hodi dol in se pelje gor. Ko jo tako priganja, reče ljubi me brzo, hodi počasi, hodim od pa do. Ko piše ljubav, grem počit, mi praviloma pade na tla, zrem, si mislim, bi ga pobrala. Zunaj gotovo ne bi lizala teh tav, a kdo ve, kaj vse sem že požrla, pa sem še kar, vidi me sad, nočem in nočem umret. Zato nekoč bo še fina vojna, kaj le bom, če zmagam. Ako piše ljubav, ako kliče ljubav, se javim, ker njen klic pomeni, da je še živa. Ljubav reče, kaj počneš, rečem pišem, reče o čem, ljubav mojstrica nemogočih vprašanj. Rečem kaj naj, reče kaj naj, rečem pišem kaj naj, reče kaj boš, rečem nič, reče kaj lahko, rečem kaj naj, reče kar zmoreš, rečem nič, reče greva. Pretirano me skrbi, ali je živa, ko tako ustrajam, da nikogar ni, predvsem ne živih, drugih pa koliko hočeš, a nočem, a komu mar. Preložim na kadar pač že, rečem, pišem o odhajanju, stenah, prisežem, da sem srečala Haushofer, njena stena in sam nateg, le ljubi se in ne, meni pa tudi ne, ljubim te. Rečem šla bi, pišem šla bi, zastanem, kam le, razpredam, torej grem. Rečem šla bi, reče kam le, rečem šla bi, reče z mano, rečem nič. Šla bi in komaj čakam, da pride.
Dalje rečem, razmišljam na glas, da je ne bi skrbelo, da nisem živa, pa še kako. Rečem, kako nas je Wolf vse skupaj do konca zjebala s tisto sobo. Ni pa povedala, kdo jo je zgradil, ni pa povedala, koliko sob je imela, gotovo pa ni povedala, da gotovo ni bila tu, kaj šele zdaj. Ko me zanese, me zaskrbi, kaj le ji govorim. Ko govorim, ne vem, ali je živa. Se potegnem za uzde, rečem, te to sploh zanima, jo pa še kako. Govoriva le še med seboj, udar je opravil svoje, zjutraj greva spat. Rečem, kaj pa ti počneš? Reče, pišem, mislim nate, nekako živim. Resnično živi, pomislim. Pomisli, da me dolgočasi. Reče, te to sploh zanima, naju seveda vse. A povsem poprijemava obči anti-interes. Zanima naju seveda, kar rečeva, a nobena ne ve, koliko bo še druga živa. Vrčujeva čas, porabiva ga, da se vprašava, ali naju zanima. Reče, pišeš o odhajanju, rečem da, reče vem. Reče, prinesem Sheparda, reče Shepard, kavboj vedno gre. Reče, Patti Smith, reče kavboj, reče ljubav. Jessica Lange, reče kavboj, reče ljubav. Še kar sva tu, že celo večnost sediva in govoriva, že pol ure, kam. Reče, pridi k meni, greva k meni, sediva pri meni, leživa pri meni in sprašujeva se kam. Reče, pridi k meni, pride k meni. Ljubav se ne sprašuje, kam, tu je in izigrava sprijaznjenost. Reče, naredila sem, kar je bilo mogoče, si vrta v glavo, tlači to lažbo. Pa še to si je morala izdobsti sama, do obisti jasno sama. Jasno reče, prinesem Sheparda, čitaj, Shepard je šel, v avto odpeljal po Ameriki, spal v motelih, Shepard je šel. Žal mi je, ko jo poslušam, ljubav, gledam ven na parking. Kje je Shepard? Kje je avto? Ni. In žal mi je. In ni. Zato kam le vedno pomeni tu. Pokončala jo bom, ljubav, tako ali drugače, bodi si z razkritjem, spominjanjem. Vedno znova, bodi si z molkom. Reče, povej, toliko te že poznam, reče. Vej, kaj bom rekla. Upa, da bom. Da bo končno povedala, da nima za živeti. Upa, da ne bom, da bo rekla, da sva srečni. Ko reče, Colette mi je imela za živeti, so pomagali frendi. Rečem, Ethel mi je imela za živeti, so pomagali frendi. Reče, vidiš? Rečem, kaj? Reče, ko torej to laži. Ko šele mnogo kasneje reče, kakšen zločin.